gre lahko samo naprej in ne onesnažuje okolja. Za razliko od Janševe vlade, ki pelje državo vse bolj nazaj, okolje pa onesnažuje s sovraštvom in pohlepom. Z ograjami in kazenskim preganjanjem protestnikov je že zelo kmalu pokazala, da je veliko bolj avtoritarna, kot je bila zadnja vlada Socialistične republike Slovenije, ki je dovolila proteste za izpustitev Janše in soobtoženih. Ta vlada pa je 19. junija 2020, 18 dni po epohalnem preletu vojaških letal, s katerimi je razglasila zmago nad epidemijo, s pomočjo policije ogradila tale trg Republike, da se na njem ne bi bralo ustave, ki zagotavlja pravico do mirnega zbiranja in javnih zborovanj. In v obrazložitvi razloga za plačilni nalog, ki sem ga jaz takrat dobil in ki mi ga je poslala policija, je policija tisto ograjo utemeljila z zagotavljanjem varnosti določenega varovanega objekta. In ker je, zdaj pa pazite, ker je ograja tistega dne segala rekordno daleč, vse tja do stavbe Nove Ljubljanske banke, je bil ta neimenovani določeni varovani objekt lahko edino le trg Republike. Tako je 18 dni po koncu epidemije slovenska policija simbolno ogradila Republiko, da bi jo varovala pred njeno lastno ustavo. In zdaj hoče, da bi enormne stroške za tisto varovanje plačal eden od udeležencev protesta. Ker ni samo cinično, ampak je tudi skrajno neumno. Ker zdaj, ko so varovanje tistega protesta tako skrbno izračunali, bi bilo edino prav, da bi ne samo stroške sodnih postopkov, ki bodo na koncu ovrgli položnico za tistih več kot 34.000 evrov, ampak tudi vse nepotrebne stroške tistega varovanja plačal ta, ki jih je povzročil, kar seveda zagotovo ni Jaša, ampak ta, ki je tisto do slovenske ustave žaljivo varovanje naročil. Da smo iz nekoč najbolj liberalne socialistične republike postali diktatura primitivcev. Jasno govori tudi to, da so kaznovali ljudi, ki so po asfaltu pisali skredo in lepili križce in stopinje na tla tegale trga. Kaznovali so ljudi, ki so nosili dežnike s protestnimi napisi in ljudi, ki so mirno stali na robu protesta. Vse to bo skupaj s tem, ker ta vlada počne z javno televizijo in z STA, nekoč končalo v muzeju osamosvojitve. In to ne zato, ker ti, ki nam uničujejo družbo in državo, sebe imenujejo osamosvojitelji, ampak zato, ker se bo Slovenija osamosvojila šele takrat, ker se bo znebila voditeljev, ki nam zaradi lastnih poslovnih in psihopatoloških interesov uničujejo domovino. Petkovi protesti so ob tem, da so razkrinkali nedemokratičnost oblasti, pokazali, da je eden od temeljev slovenske identitete, za katero se tako zelo trudi minister za kulturo, prav kultura, ki spremlja tukajšnji upor od kmečkih puntov preko partizanstva in družbenih gibanj, ki so odločno prispevala k demokratizaciji Slovenije v času socializma pa do danes.
ker na krščanske korenine se namreč Slovenke in Slovenci v težkih časih pač ne moramo zanesti. Sej slovenska RKC, namesto da bi se že končno opravičila potomcem domobrancev, ker jih je pognala v zločin, podpira tudi to protidemokratično in protislovensko vlado. Protislovensko pa ne samo zato, ker na pomembne položaje nastavlja nesposobne in skorumpirane ljudi, ampak tudi zato, ker je nacionalizem direktno nasprotje domoljubja. Sej tisti, ki v svoji državi ne prenese ljudi drugih ras, porekla, spolnih usmerjenosti ali prepričanja, ne ljubi svoje domovine, ampak svoje blodne sanje. In zato prav tisti, ki imajo polna usta naroda, ta narod načrtno uničujejo, saj ga takšnega, kot je, sovražijo in ga hočejo na silo spremeniti. Če bi vladali še naslednja 4 leta, bi iz te države odšlo toliko sposobnih mladih, da bi bilo z njo dokončno konc in bi bila samo še podaljšek tujih interesov. Zato so zame petkovi večeri maše za domovino. Srečanja k nam, ki se jih udeležujemo, dajejo občutek, da nismo sami, ampak da pripadamo skupnosti, ki je pripravljena narediti vse, kar je v njeni moči, da bi Slovenija postala čim bolj samostojna in neodvisna. Predvsem pa sodobna, svobodna in spodobna država.